Smo na razstavi Kljub vsemu seksi v Umetnostni galeriji Maribor v UGM studiu. Tematska izhodišča razstave so tri. Prvo je akceleracionizem, torej neko pospeševanje proti koncu sveta, kot ga poznamo. Drugo izhodišče je žalovanje, nek proces soočanja z tem koncem sveta. In tretje izhodišče pa je kljub vsemu, ne glede na to, da bo konec sveta in da se z njim ukvarjamo, da je nek upor vseeno mogoč v tem. In ta upor je v obliki nekega polnokrvnega življenja in to je tisti seksi v naslovu te razstave. Naslov razstave si sicer sposojam od svoje prababice, Milice Ostrovška, ki je po vojni, drugi svetovni vojni, napisala knjigo v 3 delih Kljub vsemu odpor, v kateri je popisovala dogajanje med drugo svetovno vojno v Mariboru, torej odporniško gibanje. In v tej primerjavi z sodobnostjo želim nagovoriti to, kako je v neki preteklosti, ne tako dolgo nazaj, bilo sovražnika mogoče prepoznati, torej v tem primeru v obliki nacizma, in se proti njemu zgolj upreti. Na drugi strani pa v sedanjosti, na neki globalni ravni, sovražnika niti prepoznati ne moremo. Tako je razpršen in namenoma skrit, da se mu je v bistvu nemogoče upreti. Vseeno vidim nek način odpora proti stanju, proti krizam, proti problemom, v katerih smo se znašli, v ravno tej polnokrvni želji po življenju. In mislim, da je to nekaj, kar združuje vse avtorje na tej razstavi. Združuje pa jih tudi nek smisel za humor, ki so ga verjetno morali razviti, ko so se znašli v tem nekem prostoru, precepu med akutnim zavedanjem problemov v svetu, v katerem so mi, predvsem kot mladi, tudi avtorji so mladi, obstajamo, po drugi strani pa v želji po življenju, kljub temu zavedanju sveta, v katerem smo. Nekateri so ta prostor naslovili z neko ravnodušnostjo, tak je recimo Andrej Škufca z svojim delom, ki nosi naslov Ravnodušnost, Indifference. Po drugi strani pa so nekateri umetniki, recimo Suzana Čebatul, ta razkorak poskušali premostiti z nekim oklepanjem drug drugega v svojem delu, kjer se različni udi, roke, noge nekako prepletajo. Je to delo imenovala žličkanje oziroma spooning v sovraštvu in ljubezni, torej v tem spet nekem precepu med dvema nasprotnima svetovoma. Pred 6 leti sem na televiziji zasledil intervju z gledališkim režiserjem Jernejem Lorencijem po njegovi predstavi Ponorela lokomotiva. To je besedilo iz leta 1923, poljskega avtorja, v katerem avtor govori zgodbo, neko absurdno pripoved o vlaku, ki je ponorelo podrvel in bo soočen z nesrečo. Novinarka ga je takrat vprašala, če gre za neko prispodobo ponorelega sveta oziroma kritiko sveta, ki je podivjal, in Jernej Lorenci je odgovoril, da seveda gre za to, ampak gre tudi za več kot to. Da ljudje, ki so na vlaku, se zavedajo tega konca, ki jim preti, ampak hkrati so živi, živijo in hočejo živeti polno. In to je bil navdih za to razstavo in želel sem nabrati umetnike, ki podobno kot to besedilo in Jernej Lorenci sedanje situacije ne obravnavajo nekako moralistično. Torej, zavedajo se situacije, v kateri smo, vendar ne govorijo o tem z neke funkcije pridige. Danes so umetniki pogosto poklicani, verjetno bolj kot kadarkoli prej,
da delujejo družbeno odgovorno, družbeno kritično, vendar pa je svet umetnosti pogosto tako zaprt svet, da nagovarja zgolj znotraj sebe tiste, ki so mogoče o teh zadevah, o katerih govori, že prepričani. In mislim, da če hočejo umetniki imeti nek vpliv, širši družbeni vpliv, morajo to narediti ne zgolj tako, da govorijo, kaj bi morali narediti, da bi preprečili konec sveta, recimo, ampak da bi morali govoriti o tem, zakaj je vredno preprečiti konec sveta, torej zakaj je vredno živeti. In mislim, da je to nekaj, kar je skupno vsem avtorjem na tej razstavi. Avtorjem na razstavi je skupno, da so mladi avtorji, kar pomeni, da so odraščali v nekem kontekstu. Gotovo jih je zaznamoval kontekst, ki mu danes pravimo postinternetno stanje. Torej, da so odraščali v času, ko je internet postajal dosegljiv. Večina se verjetno spomni še časa pred internetom in zato tudi dosti bolj kritično nastopa do vloge interneta v svetu. Namreč videli so na lastnih očeh skozi odraščanje, kako je internet zaznamoval svet kot taki. In več avtorjev na razstavi, recimo Jure Kastelic in Botond Kerešteži, veliko navdiha črpata v internetni kulturi, v internetnih skupnostih, se v svojih slikah sklicujeta na podobah iz interneta, nekako nabirata neke skupine podob. Jure Kastelic pa se specifično veže še na svet preprodaje, trgovanja z kriptovalutami in za kulturo, ki spremlja ta svet in to odslikava v svojih platnih. Dan Adlešič se na razstavi predstavlja z serijo pohištva. Sam je oblikovalec in se giba v prostoru med oblikovanjem in umetnostjo. In ta serija pohištva se imenuje Furniture Pets. Mi smo jo prevedli v pohištveni ljubljenčki. In gre za nek hudomušen komentar na družbo, ki je postala prijateljica z napravami, s katerimi je obdana. In on je ustvaril več kosov pohištva, ki delujejo kot hišni ljubljenčki, torej imajo neko osebnost, so antropomorfni. In v času, ko je mogoče vedno manj nekega človeškega stika, so ti ljubljenčki kot nek vmesnik med življenjem in samoto, recimo. To je prostorska postavitev Andreje Škufce, Indifference, ravnodušnost, ki jo sam vidim kot neko arheologijo korporativnega sveta. Torej, kaj bo za nami ostalo, oziroma kaj bo za korporativnim svetom ostalo, ko ljudi več ne bo. Ostala bo ena taka pisarniška preproga, predmeti, ki delujejo, kot da bi imeli nekoč neko funkcijo, pravzaprav pa je že v izhodišču niso imeli, namreč to so 3D naprintani predmeti, ki jih je oblikoval Andrej Škufce, in pa neki dokumenti, ki lahko ali ne pričajo o tem, kaj se je dogajalo v tem prostoru. Hkrati pa je tukaj še neka prijazna podoba, nek ostanek človeštva, ki deluje kot neka umetna inteligenca, ki čaka na naš ukaz kot ena izmed teh Siri in Alex, ki samo prijazno čakajo, da izvedejo naš ukaz. Tako ona, brez besed, nezmožna govoriti, čaka, da jo nagovorimo. To je še eden izmed elementov, ki združuje avtorje na razstavi, in sicer to oklepanje materialnosti, da ko bo enkrat elektrika izključena, bodo za njimi vseeno ostala dela, ki so seksi. Seveda ekran bo izključen, ampak kot je rekla kuratorica,
Tjaša Pogačar. Ekran je najbolj seksi takrat, ko je izključen.